Pozdravljene, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Gostja v današnji predvolilni oddaji je Alenka Lahajnar, nosilka liste Socialnih demokratov za svet občine Cerkno, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Dober dan. Gospa Lahajnar, povejte nam, kakšno je predvolilno vzdušje na Cerkljanskem? Volilno vzdušje na Cerkljanskem. Mislim, da je nekaj zanimanja za dogajanja, ker sem bila na enem soočenju. Nekaj ljudi je bilo, ne veliko, ampak da bi se pa kaj zelo pogovarjali, pa ne slišim. Pa vendar sedaj je priložnost, volimo novo lokalno oblast. Priložnost je, ampak mislim, da so ljudje, ne vem, ali ni ta prave izbire, posebno pri županih, ne vem, to je njihova misel. Mogoče, ker se v Cerknem nikoli nič ne zgodi, tudi če volimo novo oblast, ostane vse pri istem. Projekti se načrti za projekte se ponavljajo iz enega četrtletja v drugo četrtletje, se pravi, vsake 4 leta enako se pač ponavlja. In mogoče jim bomo mi vlili malo upanja, da bo boljše. Poglejva vaš volilni program. V stranki ste zapisali, da naj bo občina prijazna do občanov. Kaj ste s tem mislili? Mi smo celo napisali občina odprtih vrat za vse. In tako smo si napisali. Prizadevali si bomo za bolj transparentno, prijazno in učinkovito delo občinske uprave in za večje angažiranost ter prepoznavnost v širšem slovenskem prostoru. Obveščanje v občini Cerkno je popolnoma na nuli, vsaj do zdaj. In smo pač tudi malo pomislili na to, kaj narediti zdaj. Prva zadeva, ki smo jo obravnavali včeraj na našem sestanku, je bila, da morajo biti zapisniki sej objavljeni javno. In tudi pač predlogi in pripombe svetnikov ravno tako, da se ve, zakaj se gre. Obveščenost o projektih, ki naj bi bili v delu, jih ni. Tako da Cerkljani, zdaj se govorim kot občanka, ne vemo nič o projektih, ne kaj se dela, ne koliko je narejenega, čeprav ne bi se delali projekti, ampak obveščenosti o tem ni. In tako smo premišljali, da bi mogoče občane, to mislim zdaj na našo stranko Socialnih demokratov, obveščali tudi preko krajevnih skupnosti, ko bi bile zdaj na novo pač ustanovljene z novimi člani, ker tudi te krajevne skupnosti so zelo zamrte v občini Cerkno. Je pa tako, za vse te projekte, ki so načrtovani, ali ki so bili, ali so še načrtovani, bo potrebno pridobiti dodatna sredstva. In to bomo sigurno apelirali na občinskem svetu ali kjerkoli evropska in na razpisih doma se bo treba javljati. Na ta državna sredstva, če greva še po vrsti, omenjate v vašem programu tudi problematiko mladih. Cerkljanska občina je ena teh v Sloveniji, kjer se število prebivalcev zmanjšuje. Številni mladi gredo na študij v Ljubljano, pa se ne vrnejo. Tako je. Kako jih privabiti nazaj, kako zadržati? Kaj boste predlagali na občinskem svetu? Mislim, da prva stvar, da bojo mladi ostali, so stanovanja. Ampak zdaj za enkrat o tem govoriti, mislim, lahko rečemo, da je potrebno. Kako se bo to izvedlo, bo pa še težka. In zdaj trenutno je bila v načrtu ena hiša, mislim en blokec z 8 stanovanji in v okviru stanovanjske zadruge, ampak je vse propadlo. In zdaj na tem mestu bo zdaj parkirišče. Tako da to ni rešitev za mlade, parkirišče. Kakšno pa je vaše stališče do otroškega vrtca? Otroško varstvo je Otroško vrtco je pa tako. Otroški vrtec je, kakor vem, kupljeno zemljišče. Sam ta vrtec tudi ne bo od danes do jutri narejen nov, tako da zdaj bi mogli začasno, ali pa saj za toliko časa, dokler se ta vrtec ne zgradi, bi bilo potrebno dobiti rešitev vsaj še za en oddelek vrtca. In to
bo treba narediti pa od danes na jutri. Na mlade se navezuje tudi zamisel, na Cerkljanskem zelo živa, da bi imeli stalno pediatrično službo, zdravnika, specialista za otroke. Kakšno je vaše stališče do tega? Podpiramo to sigurno, ker recimo malih otrok je v Cerknem kar precej, ker tudi vrtec je poln, in tudi letos niso vsi prišli noter, kar je bilo prijavljenih. To se sigurno podpira, sam nismo odvisni samo sami od sebe, ampak tudi od zdravstvenega doma Idrija, kamor se pač spadamo, pri zdravstvu, in o tem bo treba še govoriti. Pogoji za delovanje zdravnikov in medicinskih sester v Cerknem so ta trenutek slabi, hiša je stara, dotrajana, zamisel, da bi se selila na staro zdravstvena postaja, pa še ni uresničena. Ne. Ta zamisel ni uresničena in tudi zdaj sama ne vem, kako daleč so pri tem, ampak kar smo se mi pogovarjali, bi bilo treba poiskati pač eno drugo mesto za ta zdravstveni dom, oziroma kakorkoli poskrbeti bo treba za nove prostore, da bojo lahko zdravniki normalno delali. Bo pa še en problem v Cerknem, ker se govori, da bo šel en zdravnik v pokoj in nam bo ostala samo ena zdravnica. To bo pa še večji problem. To je vsekakor premalo za tako veliko območje. Ja. In za otroke, in za vse. Zdravstvena postaja, zavzemate se tudi za starejše. Pisali ste v programu, da je potrebno urediti varovana stanovanja in podobne programe. O domu upokojencev ne razmišljate več? Ne, mislim, vsaj ta mandat sigurno ne. Ker niti prostorsko ni nikjer, da bi bilo kaj urejeno, zato tudi sredstva so vprašljiva. Dnevni center za varstvo bi bil pa najbrž to dobrodošel. To bi se pa mogoče dalo, ja. To bi mogoče se dalo tudi tam, ko imajo društvo upokojencev prostore, bi se dalo kaj narediti, ali pa dol v večnamenskem prostoru Cerkno bi se tudi dalo kaj narediti, ker je tam tudi zdaj zelo prazno. So prostori prazni, tako da ta možnost pa je. To bi bilo pa to medgeneracijsko sodelovanje z društvom upokojencev in z ostalimi dejavniki. Veliko novih obrazov vidimo na teh vaših listah. Kaj to pomeni? Se je stranka pomladila? Ni se pomladila, ampak se je osvežila. Ker sem tudi jaz nov obraz in jaz moram reči, da sem stranko pomladila. Je pa, mislim, smo pa zelo zadovoljni, saj jaz tudi osebno sem zelo zadovoljna, da je lista taka, kot je, ker mislim, da so kar taki napredni te novi člani in da bo še veliko novih idej, predlogov, mogoče malo drugačnih, kot so bili do sedaj. In občinski svet je mesto, kjer se ti predlogi predstavijo. Tako. In tam teče debata. In tam teče debata in mislim, da se bomo za predloge, ki bojo podpirali ta naš program, sigurno borili do konca. Stranka SD je sedaj tudi v vladni koaliciji. Ja. Kaj to pomeni, ta povezava? Ta povezava pomeni to, sicer zdaj gospod Samo Tabevka ni več v parlamentu, kar je tudi on mogoče nekaj doprinesel k temu, da je prišel kakšen dinar več, ampak treba bo iti čez mejo, sedeti v avto in iti v Ljubljano. In tam poiskati pač veze in se malo pogovarjati. Mislim, da to je ena rešitev, ker do zdaj, kar sem jaz obveščena, ni bilo kakšnih takih pogovorov ali kakorkoli. Da se je le denar, ne vem, kje se je zbiral, ampak ker nimam, jaz sem nov član in res nimam zdaj tega vpogleda v delovanje teh zadev. Samo očitno denarja ni. Občinski proračun je težak okrog 5 milijonov, tako čez palec, investicije pa so bistveno dražje. Kako iz tega začaranega kroga? Zdaj, ta program, ki ga ima rekla ta vlada, ali kako bi rekla, to vodstvo občine, bo sigurno treba, kako se reče, reprogramirati in poiskati res tiste zadeve, ki so nujne, kot je, ne vem, kanalizacija, čista voda, take stvari,
in za to dobiti sredstva, in mi smo mnenja, da je treba iti od vsake stvari posebej, narediti nekaj do konca, da bo nekaj en rezultat. Zdaj, če bojo še sredstva, bojo, če ne spet pridobiti nekaj sredstva in iti naprej po eni prioritetni lestvici. Mislim, da to je edini način, da se Cerkno oziroma občina Cerkno izvleče iz te problematike, mislim, iz tega, kar je nastalo. Jaz sedaj v nekem takem krču zaostanku pravzaprav. V sosednjih občinah takih problemov nimajo, imajo druge, takih nimajo, ne? Ne, mi imamo prav osnovne probleme, a ne prav, se pravi, vrtec zdaj en oddelek je menda v šoli, ne? Letos je spet za en oddelek otrok ostalo doma, sicer nekaj so pol se je to nekaj pokrivalo, vodo prekuhavajo že leta in leta po vaseh, po enih vaseh in tudi danes, mislim, za današnje dni je to nepojmljivo, saj tako mislimo tisti, ki jo ne prekuhavamo, a ne. Recimo lokalno gospodarstvo bi moralo biti bolj vključeno v vse te projekte. Mislim, da tudi to bi imela občina nekaj od tega in bi imelo gospodarstvo nekaj od tega, a ne. Najbrž tudi sodelovanje s sosedi, naprimer občina Gorenja vas, Poljane, mislim, da ima že 3. telovadnico. Mi jo v bistvu imaš tam šola, ne. Mi nimamo niti ene kulturne dvorane ali večnamenskega prostora, se stiskamo za božični koncert v jedilnici osnovne šole. Se pravi, zdaj v Cerknem je tudi problem zemljišč. V Cerknem je zelo, zelo težko dobiti zemljišča za gradnjo. In zdaj ena dvorana, recimo taka večnamenska, bi rabila kar eno površino. Tako da zdaj tudi to se bo po moje malo oddaljilo od teh načrtov. Mislim, se to ne vem, to je bilo sploh v načrtu v zdajšnji vladi, občinski. Občinski svet vsako leto sprejema načrt razvojnih programov in tam so vsi ti načrti zapisani po vrstnem redu, kjer so označeni tudi viri sredstev. Tam se običajno malce zatakne. Viri sredstev, ja. Mislim, da bi mogla biti zdaj novi občinski svet ali pa ne vem, kakšno vodstvo bo, pač kar bo, da bi mogli videti se malo bolj angažirati in čez meje cerkljanske. Jaz mislim, tudi tako smo razmišljali, da recimo tudi kakšne dobre prakse po drugih občinah bi si mogli ogledati, ne. Ker ko človek gre po Sloveniji in vidi manjše kraje, res urejene, da imaš občutek, da si res prišel, ne vem, da ti je lepo. V Cerknem tega ni. To pogrešate? Zelo pogrešamo, ja. Kako pa ste zadovoljni s področjem komunale? Kanalizacijo so že prej omenila, da del naselja nima. Zbiranje odpadkov, cene? O cenah pa, ja, cene so visoke, ne. Sicer zdaj, ne vem, občina se je eni zaostanki smo še poračune plačevali, tako da zdaj pobiranje odpadkov teh, kar komunala pobira, je kar v redu, no, moram reči. Da je kakšen kontejner prepoln, da je odprt, pa da malo smrdi, ampak gre. Zdaj, kakšne bojo nove cene, ne vem, ker se menda spet nekaj pogajajo. Je pa problem voda, kanalizacija. Noter v zemlji menda, da so še cevi Avstro-Ogrske. In to drži v bistvu samo še zemlja skupaj in ko se nekaj začne teči, se to odkoplje, se poruši vse. In to tudi mislim, da bi mogla biti prioriteta. Pa čistilna naprava. Tako stranka SD letos v Cerknem nima svojega kandidata za župana. Zadnjič ste imeli pred, mislim, da 8 leti, ko je bil sedanji župan Uršič skupni kandidat stranke SD in svoje civilne liste. Kaj svetujete volivcem? Volivcem svetujemo tako. Sami vejo, kaj bi radi. Naj se odločijo za župana, za katerega mislijo, da bo naredil največ za njih.
V drugem krogu pa smo se odločili, da se bomo pa posvetovali in se odločili potem za enega, če bo drugi krog. Če bo drugi krog. Kakšna pa so pričakovanja za sedeže v občinskem svetu, v parlamentu občine? Mislite pa koliko članov bo? Koliko sedežev boste dobili? Jaz upam vsaj na 2. Lepo. Alenka Lahajnar, hvala za obisk v našem studiu, hvala za ta pogovor in uspešen, dober rezultat na volitvah želim vam in vašim kolegom iz vseh teh list. Hvala lepa. Jaz si pa želim samo to, da bi bila občina res začela delovati bolj transparentno, odprto za vse ljudi, da bi bili dobrodošli res vsi ljudje, ki bi rabili pomoč, ki jo zdaj ne dobijo. Mislim, da je to ena taka želja bolj, no. Ali pa tudi ne, mogoče se bo uresničilo. Mogoče pa res. Spoštovani gledalci, hvala za pozornost in seveda srečno.